Radio SI Main Stage. Tako je, Radio SI Main Stage, zasedba Bo, oziroma v njenem imenu Boštjan. Tokrat Boštjan, pozdravljen. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej, da na kratko povemo, kdo ste. Naši poslušalci so vas že prepoznali preko vaših skladb. Najprej moramo povedati, da niste ljubljanski bend, pa da niste tipičen bend. Zdaj pa kaj boš dodal ti, recimo? Jaz bi mogoče dodal, da smo pa ipak dva iz Ljubljane, oziroma jaz sem uvožen Ljubljančan, že 20 let živim v Ljubljani, v Črnučah. Naš novi Bobby, kitarist, je pa tudi iz Ljubljane, v bistvu je ta naš zadnji član prišel k nama. Ostali so pa Savinjčani, pa tudi jaz sem po defaultu nekako Savinjčan bil, do svoje mladosti, dokler nisem šel s trebuhom za kruhom iz mojega Šmartnega ob Paki v Ljubljano živeti. Zdaj, kdo smo mi? Mi smo, delamo že 10 let približno, imamo 4. album, bomo zdaj izdali. Nekako se trudimo delati, oziroma niti se ne trudimo, ker samo nastaja, pač, da delamo muziko, ki se v bistvu skoraj sama piše. V bistvu moram priznati, da kadar sem jaz pisal prej, teh 10 let sem imel kar težave z alkoholom, in sem dosti pil, tako da sva dva pisala, če tako rečem. Razumem, ja. Jaz pa alkohol, V glavnem, načeloma, sem najbolj vesel, da sem se rešil alkohola, ker sem nekako, če bi nadaljeval po tej rockerski poti, bi se z alkoholom lahko uničil čist, Ampak sem vesel, da sem se tega losil, glasbo čisto drugače doživljam zdaj. Torej, malo sem zašel, ampak če se držim našega benda, kitarist je Robiše Kugler, potem bobnar je Matic, Juri je basist, pa jaz Boštjan, sem na vokalu. No, jaz se spomnim, mislim, da je bil Juri tam, ko ste Okrogle svetove izdali, je bil pri nas gost še v prejšnjem studiu. Takrat je, da ste fanti dokaj zagnani, Je ta zagnanost še velja, vas še drži? Je to prijateljstvo, je to glasba, je to kombinacija vsega? Ja, jaz mislim, da je to nekako ta progresiva v nas. Ne vem, sanjači smo, Kljub temu, da zdaj sem že bil 45, mladinca sta, Matic je imel glih, kar rojsten dan je bil 28. Bobby je 24, tako da smo se pomladili. Skratka, Bobby, moram priznati, da je prinesel ta zagon, ta žar, o čemer si vi prej povedal. Ja. Mogoče mi smo že, pa ne bom rekel, da smo ugasnili daleč od tega, ampak z leti postaneš malo bolj zrel. No, pa mogoče ti malo bolj dol visi, kaj ti kdo reče. Sem to. Včasih, recimo, ko si ti mlad, ti kdo kaj reče, recimo prizadane, si k srcu jemlješ, z leti postaja to nekako, vedno bolj se ti fržmaga, po domače, po gorenjsko povedano. Tako da nekako smo žar obdržali, predvsem pa kreacijo. Se mi zdi, da smo se nekako razvili v eno resno zgodbo, ki vemo, kam gremo približno, in se veselim v bistvu že 5. plošče, ker jaz delam zdaj že za 5. ploščo na prvi stvari. Čeprav zdaj bo glihkar izšla 4. pri založbi RTV Slovenija. V Cukrarni imamo predstavitev, če lahko povem, v Ljubljani v Cukrarni 12.10. ob 8. zvečer. Tako da tam bomo predstavili ta program. Bomo pa danes tudi pri vas v bistvu zaigrali iz Modre, iz novega albuma, tudi par skladbic. No, tega se še bo lotila. Nekako se iz vaših tekstov nekako tudi sliši, da se seveda odzivate na aktualna dogajanja, da nekako pokomentirate, kako svet stoji. Svet je v zadnjih 2 letih in pol malce drugače stal, Kako je zasedbo Bo se to dotaknilo? Zelo dobro vprašanje, zato ker namreč jaz sem se mogoče malo zbal, ker
ker res stvari, ki jih napišem, se pol začnejo zares dogajati. Naprimer, napisal sem masko, ne, in pol kar naenkrat smo mogli vsi maske nositi. Ne. Tako da zdaj se trudim, da pišem samo o ljubezni pa o radosti. No, gled, če tukaj dodamo še karme, krokne, potem smo nekako prišli že naokoli. Ne. Ja, jaz upam, da se je ta ciklus zdaj zaključil, pa da gremo zdaj v neko novo ero, pa da pozabimo na to zgodovino, oziroma smo modrejši in plemenitejši kot civilizacija, upam. Boštjan, preden si privoščiva prvo skladbo po izboru, je tale klicaj pri vas kot vzklik, je to obvezen del zasedbe Bo? Ja, zato ker v bistvu pomeni eno odločnost v tem smislu, je klicaj, ne, se pravi, da bo, da je upanje, da je pozitivno, da je neka vera v prihodnost, in se mi zdi, da včasih treba pač se prepričati samega sebe, če drugače ne gre, kadar greš v neko mentalno spiralo in ne vidiš konca, mogoče treba iti na zrak, pa malo zadihati, pa reči, saj bo, ne. Ja, pa s kakšne druge perspektive pogledati, ne. Točno tako. White Lies so prvi, si izbral tiste, izbrali skupaj, kako je bilo? Ja, sem kar res izbral. White Lies so mi v bistvu tak revival, nek band, ko mi je zelo všečen, ker se spogleduje nekako z tem indie sceno, ne, obenem so pa revival, tako 80-ih synth zvokov in so unikatni, tako kot tudi mi smo malo unikatni, ne, in so mi zelo všeč in tako za sprostitev si jih dam gor, White Lies, tako čist, neobremenjeno poslušam, čeprav drugače poslušam v resnici Tool, ne, za rekreacijo, ali pa kak jazz, ali pa kaj podobnega. Tako da ja, White Lies, upam, da vam bo všeč poslušalke in poslušalci. No, prisluhnimo. Radio SI, Main Stage. Tako Main Stage Radio SI, zasedba Bo, Boštjan v njenem imenu. Danes boste zunaj na strehi. Sicer je že oktober, ampak se da, ne? Ali bo treba kakšno spodbudo narediti, razgibavanje jutranje, poskoki ali kaj? Jaz mislim, da bomo prav z veseljem to naredili, ne bo treba nobenega uvoda, v bistvu fizkulturo smo že naredili, je bilo treba vse gor znositi. Sicer imate super industrijsko dvigalo, tako da smo to rešili. Ja, razgled je gor fantastičen in ko prideš gor, vidiš v bistvu cel Maribor, pa tisto meglo, pa glih sonce se ostaja in je prav res tako lepo, pa pomirjujoče, ne. Ja, počakaj, da se prične kurilna sezona, ne? Kajti tisti ta velik dimnik je od energetike, veš, in potem, ki ogreva celo mesto in tako. Da se malce industrijska kulisa še vidi, ker včasih je bil Maribor malce bolj siv, ne, zaradi vseh delovnih mest, ki so bila. Ampak gre trend na bolje, se pravi, da se Maribor v bistvu čisti. Ja, zrak je dober, ne, tudi Drava seveda malce pomaga, ko skozi piha, ne. Ampak se veš, kvartalni sektor in ti reči, ki so se začeli dogajati, ne, so pa tudi kakšna delovna mesta odnesli čez mejo, ampak to je druga tema. Zasedba Bo, zaenkrat nisem zasledil, da bi bil kak komad recimo v angleščini, ne. To je prav namenoma ali se pač tako izide? Jaz nekako filozofijo, da če si v angleščini pišeš, moraš biti native speaker, se pravi, da moraš, ali ti mora pa toliko ležati, ne, Žardje recimo so band, ki jim ful leži, jaz ne vem, je ta on pevc tam, oziroma avtor teksta. Aleksander, ja. Aleksander, on tam živi, ali kako, on je strašno dober, ne. Jaz nekako nisem toliko dober, da bi se počutil suverenga, pa da bi pisal v angleščini, sem pa naredil 6 komadov v nemščini, tako da se je po Nemčiji nekaj vrtelo, ne vem, pa tudi v Las Vegasu se je vrtelo v slovenščini in smo dobivali pol z enega radija in smo dobivali pol maile, ne. Neverjetno je, kakšni odzivi so v Ameriki, recimo, ne, ko ti pošleš komad, ne vem, se enkrat zarola in dobivaš maile, ne, ker je taka masa ljudi, ne. Pri nas se rolajo, ne, po radijih večinoma po Sloveniji, ne, pa pravzaprav ne dobimo maila, ne tako, no, mislim pogosto, ga pa tudi dobimo. No, jaz mislim, da je to mogoče povezano tudi s samim pogledom na svet in samim življenjem v neki državi, ne. V Ameriki je pač malce drugačen mindset, ne. In to dobesedno, ne. Tam pač ti bo nekdo morda prej kaj rekel, ne. Tu pri nas pa se veš, ne, preden bomo koga pohvalili, ne, bomo... Ampak veš kaj, saj ni nič narobe, nočem šimfati, ne, sploh ne, mi smo taka kultura in mislim, da se moramo tega zavedati, da se ne smemo tega sramovati, ne, mislim, to so naše korenine, to smo mi. In če smo taki, je pač prav, da smo taki. Ampak gled, odgovor dobiš na koncertu, ne?
Ja. Ko pridejo ljudje na koncert, potem veš, da je nekdo slišal, da nekdo ve, zakaj je prišel. Ko smo že pri koncertih, kilometrina je že kar dolga, verjetno tudi s kakšnim drugim bendom prej. Danes bo malce drugače, ne? Danes bo pred kamero, čeprav bo v živo in prenašano tudi preko etra. Kako je zate kot za pevca, rečemo seveda tudi frontmana, biti, ne vem, si predstavljaš tam za kamero koga, padeš not ali ti je to kot neko snemanje videospota, neka vaja? Ja, mislim, načeloma pevci temu rečemo, da je črna luknja, no. Če ni publike pred tabo, ne, in sigurno težko je peti 110%, oziroma počutiti se, ti lahko poješ ful dobro, ne, ampak ne počutiš se glih tako dobro, če ni, ne vem, tistega feedbacka od publike. Ampak glede na to, da vemo, da imamo zadnji poslušalce, da se to spremlja na Facebook, prej sem slišal, da bo celo z dronom en posnetek. Ja. In je to velika reč in se počutimo prav ponosne in mislim, da bomo odigrali tako, kot se spodobi. Na uro ne bo potrebno gledati, ne? Potrebno bo samo odigrati tisto, kar ste poslali, ne? Tako da zdaj, če se točno ob 10:45 ne konča, ne bomo drona spustili na vas, ne, recimo. Dobro, Boštjan, hvala za enkrat. Siddharta in Plastika bomo še slišali. Kakšna je zgodba tukaj? Ja, Siddharta v bistvu je band, ki ga jaz osebno najbolj cenim, ker so nam ponudili roko, ker vsi se borimo za svoj prostor pod soncem in oni so v bistvu edini bili, ne, ki so nek potencial videli v nas in smo kar parkrat bili pred skupino, med drugim tudi v Hali Tivoli na njihovem velikem koncertu, ne. Mislim, bili smo v Rdeči dvorani, ne vem, Slovenj Gradec, kar nekaj je bilo teh koncertov. Potem producenta smo imeli na Maski istega, smo si sposodili pravzaprav, to je Dejan Radičevič, ne na Maski, na King Kong albumu 3. Pa tudi en dizajn nam je njihov človek delo. Tako da Siddharta, Tomi in ekipa, jih spoštujem in cenim in res sam kapo dol in vse najlepše v njih. No. Dobro, zdaj imaš čas, da kakšne pa urice preizkusiš oder, potem pa se pravno slišimo. Krasno se slišimo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, zasedba bo. Boštjan je pravno z nami, zdaj si se na oder že postavil, tudi ostali fanti so se postavili. Imate to neko pozicijo, nekako, ne, verjetno veš, ki je basist, ki je kitarist, ki je bobnar, kako, ali se sproti? Ne, imamo kar pozicijo, imaš prvo dobro si zamišljal. V bistvu levo od mene, oziroma za publiko, če gleda desno od mene, basist vedno. Čeprav Bob je zdaj, ne, drugi kitarist, včasih je na levi, včasih na desni. Sploh ne vem, kje bo danes, ne, tako da se bom pustil presenetiti. Kot sodobni nogometaši, ne, ja. Lahko ga uporabiš kjerkoli. Zasedba boste, prej si že nekako dejal, generacijsko zdaj malce mešani, ne? Konec 70-ih ali pa 80-ih, nekateri rojeni, nekateri pa v 2000-ih oziroma konec 90-ih. Ne, to so tudi glasbeni korenine, glasbeni kanali so bili nekako drugače. Ti se najbrž spomniš, ne vem kaj, MTV-ja ali Radia Luksemburga, kje si prišel do glasbe? Ne? Ja, jaz se spomnim, moja sestra je imela neke kasete, ko sem bil mulc in pol sem jaz soseda videl Jocota, ki je igral bobna in to nekako skupaj skombiniral, on me prve bite pokazal in pol sem odpadel čist, ne, v muziko me je čist povlekla. Zdaj, generacijsko smo si različni, jaz sem še tista generacija, ko smo zvečer ob nedeljah čakali Headbangers Ball, ja. Pa 180 Alternative Music, to je bila ena oddaja pred Headbangers Ballom, ne, da je bila malo bolj odštekana muzika, ne, ker me pač privlačilo, bolj je bilo odštekano, ne. Tako da imam nekako korenine jaz dost alterno v tem smislu, pa dost trde, ne, recimo Robi je že malo bolj mehkejši, ne, on ima rajš nek pop. Juri, recimo, on je bolj punk, pa mogoče tudi ska na momente, pa reggae. Matic je že novejša generacija bobnar, ga bolj privlači neka zmes modernega metala, ne, pa tudi funka. Medtem, ko se pa čudim našemu Bobiju, ta novemu kitaristu, ki je pa pravzaprav crossover, ne, lahko rečem, da je čisto vse.
Recimo jaz osebno priznam, da narodna zabavna mi ni pri srcu, ne, in jaz takrat predstavim. Ne. Pač ni mi všeč, no, preprosto. Ne. Tako kot moja muzika ni všeč, ki tudi predstavi, ne, je enako. Ne. Recimo, naš Bobby pa on brez težav to posluša vse, ne. Govorim čisto vse, tako da ga občudujem za odprtost in v bistvu se od njega učim. Ne. Preko si omenil bobnarje, ne, ali pa tudi, ne vem, metal ali pa tršo glasbo. Včasih je bil nekako standard pri bobnarjih, ne, smo rekli doppelfuss, ne. Ja. Tega več skoraj ne opaziš pri bendih, ne. Ja. Ne, prav, v tem, kar ti govoriš, da sem jaz razmišljal tako par let, da bi si želel pa imeti enega bobnarja, ki bi imel 2 bas bobna, da smo na pogled, kakšen bend je pa to. Ne. Kakšen set pa je, ta je pa gvihtal celo noč. Ali pa tako kot Van Halen, ko je imel, mislim, da 4 bas bobne, ne, ali pa še več imajo zdaj. Ja. Ampak ne bomo šli v detajle. Matic brez težav odigra 2, ima eno napravo, ki se reče kardana, ne, tako da z 2 nogama igra po enem bobnu lahko, čeprav izgleda, kot da imamo samo enega. Ne. Je vrhunski in kjerkoli žanr mu daš, ga stresi iz rokava. Kaj pa vaš brlog, ne? Imate nek brlog, imate najbrž, ne? Glede stilsko, misliš? Ne, tista luknja, kjer vadite, ne? Ja, v bistvu imamo 2 nekak prostora. Eden je v Šmartnem opaki pri Robiju doma, tak velik prostor smo si naredili in tam baziramo, ne? Tam gremo na neke generalne pa to. En je pa pri meni doma, tudi naredimo kakšne akustične referenčne vaje, pa jaz muziko pri meni delamo v mojemu malemu studiu, potem Juri ima pa tudi doma, si je naredil, ne. Tako da imamo nekako te 3 lokacije večinoma, če pa kriza oziroma če pa treba kaj narediti, pa tudi najamemo v Ljubljani, v Detroitu recimo, tam kjer vadijo večino bendov teh, ko so stacionirani v Ljubljani, in tam najamemo prostor ponavadi od, ko se že, tam ko je Hamo pa Tribute to Love, tam si sposodimo od Bucotov, pravzaprav tam je on gazda. Ja, tudi kombi vam lahko zdaj posodi, ne? Ja, imamo svojega, tako da, oziroma Robi ga ima od svoje firme, pa ga ukrademo. Dobro, glasbeni Primorci bo privoščila Pixi, so še en tak band, ne, ki je nekako v 90-ih dobil čisto svojo publiko, ne? Nekako jih nisi mogel, kako, ja, Pixies, ne, nisi mogel reči, to so pa takšni, pa so takšni, ne? Ja, Pixies so v bistvu neka osnova za grunge bila tudi v 90-ih pa pol kasneje in je bil dosti spregledan band, ne, in nekako paralelo vlečejo z nami, se mi zdi, da smo tudi na nek način medijsko malo, govorimo o televiziji. Mogoče mečken bi si pa kdaj zaslužil kaj več neke intenzivne promocije, ampak nič hudega. Pixies sem zbral pravzaprav zato, ker smo naredili eno priredbo in smo jo provedli v slovenščino in smo šli v en studio RSL v Novo mesto posnet in glej ga zlomka, Pixiesi so rekli, ne smete jo izdati. Ja. Torej ste najprej vprašali, pa so rekli... Ne, najprej smo posneli, ker smo hoteli kakovostno presenetiti, ker smo na nek način prezentiraš Slovenijo, ne. In potem so Pixiesi rekli, da ne, ampak ne vem zdaj, kdo je rekel, da ne, ali oni, ali njihova založba. Mislim, da se pri avtorskih pravicah nekje ostavilo, čeprav nismo hoteli avtorskih pravic nič, ampak smo hoteli pač v slovenščini to povedati, kar so oni, ne, ker so ipak izvrstni, meni osebno. Tako da en črn minus, bi rekel minus točka za njih, komad po vse imamo, jaz si ga zavrtim, ne smem ga pa dati na eter. Ja, razumem. Čeprav hud, zelo dober. Tako da ja, jih pa še vse en cenim, no, ko so bili res pionirji neke muzike, ki se je začela pol v 90-ih, se je razvila in je bolj prišla v indie sceno in tako naprej in se veselim, kaj bo naprej. Zdaj se mi zdi, da se srečuje glasba z elektroniko, kar se mi zdi logična evolucija, ne? Tako da se veselim prihodnosti. Dobro, ne, potem tukaj tudi njihov komad, ne, morda najbolj prepoznan, Where is my mind, dobi čist drug pomen po vsej tej zgodbi, ne, ki si jo povedal. Ja, no, ja, točno. Ampak danes bomo pa slišali Monkey Go to Heaven. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, slišali smo Pixiese.
Boštjan, ponavadi pri teh main stage'ih imamo tudi par kratkih odgovorov, kjer pričakujemo kratkih vprašanj, kjer pričakujemo hiter odgovor, ne? Brez nekih... Jaz se bom potrudil. Ne, razmišljam, pač res kar pade na pamet. Bom kaj zardel, upam, da bo kaj... Kamera je tam, ne? Lahko ti ja pogledaš. Da ne bo kaj iz privatk preveč. Ne, se kar vprašate. Evo, recimo, jutranja rutina, kako izgleda? Nimam je. Zato, ker je vsak dan drugačen in v bistvu, ko vstanem, ajde, zobe se umijem, ne. To mi je najbolj pomembno. Ja. Potem pa kava, pa tist, ki se ne sme zdaj več početi, oziroma pač pržgem enega, ne. Dokler še kadim, ne. Picem pa na house, v bistvu, kako se temu reče, da ne piješ več, nič. Ja. Da sem odrezal, ne. Tako da, nič kratkih, ne. Tako da samo to, pravzaprav. Imam pa tako službo, da v bistvu sem včasih tudi po noči po konci, ne, in imam različne dneve. Se malce ure obrnejo, ne? Ja. Televizija, film ali knjiga? Film. Koga bi najraje srečal v nebesih ali v peklu in zakaj? Mogoče v nebesih bi mojega starega očeta, Karli, ko je umrl, ne bil tak veseljak, pravijo, da sem jaz po njemu, je imel svojega knofka, psa in voz in konja in je šel čez Šmart na moj domači kraj, pravzaprav rojstni, ne, ni rojstni je Slovengradec, ne, ampak ajde rečemo. Tako da on je bil taka faca oziroma pozitiven lik v mojem življenju, ne. Tako da njega bi v nebesih, v peklu, kaj pa v peklu, pa najbrž nikogar ne bi rad srečal. Kakšnega rokerja, ne, bi že tam našel, ne? Ja, no, mogoče Lemija, ne, pa tam bi Lemija od Motorheada, pa tam bi že lahko spil naprej, ne. Ja, bi ga vprašal, kako je lahko zdržal, ne? Ja, on je povedal, da kako je zdržal, ne, kako je zdržal vse te mačke, ne, da je naslednji dan naprej pil, ne. Ja, s tistim klinom, ne, je nekako šel. Kakšen nasvet bi dal sebi, če bi se srečal 15 let star? Ali nasvet, ali komentar, ali karkoli? Ojej. Ali pa 16 let star, če ti je. 16 let. Mogoče bi, da se na kritike ne odzoveš preveč osebno, ker v bistvu ljudje govorijo o sebi, če kaj mislijo o drugem, ne, več povejo o sebi, kot pa o tebi. Kakšna taka neka floskola, ne. Res se pa ne spomnim, ampak bi šel pa pogledat loterijo, ko je bilo, ne. Okay. In bi jackpot imel vsak teden, ne. Ja, bi šel tako kot malo pri Back to the Future, ne, kot tisto almanah iskal za rezultati. To bi jackpot, pa bi pokupil lahko vse parcele na Luni. Najboljša in najslabša izkušnja na odru? Najslabša, enkrat sem se ga napil, nisem na oder mogel, tam je bila najslabša, potem sem eno opremo zgubil, je bila kar draga, Jurija pa pol, mislim, da je bila ene slušalke, neke posebne, nisem na oder mogel, skratka, čisto prej sem bil pijan. Najboljša izkušnja, v Koper, bar 3-3, se to sme tle vojter povedati, pub 3-3, ne, smo odigrali programom, 3 zjutraj smo zaključili, gazda prišel gor, je rekel, nikamor, smo iz kombija vse nazaj gor, še enkrat je nam dal denar, je rekel, vi boste igrali še enkrat. In smo skratka mogli ponoviti in smo do 6 zjutraj igrali, smo dobili dvojno gažo plačano, ne. Skratka, to se ti ne zgodi prav pogosto, da si nekomu tako všeč, ne. No, se pa včasih pač poklopi, ne. Ja. Najbolj nor koncert, ki si ga obiskal kot poslušalec, ali pa najboljši, ki ti je v vtisu ostal? Buldožer, predstavljali so album Vojno lice. Vojno lice, jaz sem bil mladinc, ne vem, koliko sem bil, na 18-19. V glavnem sem prvič, v bistvu, to je bil en klub celjski, Barfly, se včasih imenoval in sem šel not poslušati. In sem videl, da se v Sloveniji tudi nekaj resnega dogaja, tako v smislu neka kombinacija alter pa popa pa neke zgodovine, punk, rock'n'roll. Mogoče so mi kar na dušo sedeli. Tisti najbolj, no. Ja. Okay. Zadnje vprašanje, hodiš na volitve ali ne? Ja, hodim. Čeprav nekaj časa nisem, se mi zdelo, da ni efekta, da je vse in da so pravzaprav vsi isti, ne.
Ampak se mi zdi, da je pomembno, da gre vsak na volišče, dokler imamo pač ta sistem, pa da oddamo svoj glas. Pa bodo potem z neko večjo legitimnostjo, kaj pokomentiraš, Ja, seveda, pa da malo spremljaš, ker ne vem, se mi zdi, da vseeno treba biti del sistema, da nisi čist nek vesoljc tam za sebe, pa sam šimfaš, kako je vse slabo. Je pa res, da se mogoče tvoj glas včasih izgubi, ampak vsaj glas si dal in zaenkrat imamo tako ureditev družbeno in to je nek družben konsens, spejmo si ga. No, ampak v glasbi pa je tvoj glas slišen in je dobro slišen in bo tudi danes slišen na main stageu. Boštjan, hvala, zdaj sledimo, pogledamo, kakšno je stanje na cestah, potem pa bomo slišali še Koalo Voice in pa postapokaliptičen svet, potem pa bomo še skupaj povabila na koncert in zaključila tale pogovor. Hvala lepa. Radio SI Main Stage. Tako Boštjan iz zasedbe bo še zmeraj z nami, zdaj pa je že čas, da nekako povabiva, čez pol ure gre za res. Čas je sicer omejen, čas koncerta, kaj pa izbor komadov, ste dolgo premlevali kaj in kako, nekaj starejšega, nekaj novejšega? Ko smo bili povabljeni, pravzaprav smo se dogovarjali, da bi neke pesmi, ki so malo bolj znane, tako da smo temu sledili. Bo nekaj tudi iz modre, kot sem že prej omenil, bo pa pravzaprav en tak lep presek vsega dosedanjega našega dela. Tako da se že veselim, upam, da vam bo všeč poslušalke in poslušalci, pa da boste uživali. Zdaj, koncert sva dejala je prenašan preko spleta, preko Facebooka, tudi preko etra. Na koncu bomo vse skupaj posneli in nekako izrezali tudi YouTube video spote. Krasno. Prej si omenil televizijo, zdaj tudi YouTube danes veliko sploh v svetu glasbe nekako nadomešča to televizijo. Koliko je pomembna ta komponenta video spota YouTubea recimo za band danes? Pa jaz bi rekel, da glede na to, da postajamo družba, ki je vedno bolj, ne bom rekel plitka, ampak bom rekel vedno bolj nam je pomembna vizualna slika kot vsebina, in recimo če greš temu na vštric, potem moraš izdelati nek spot. Tako da ja, je pomembno. No, na kratko, če odgovorim, da ne bom preveč filozofiral. Ja, ker mlajše generacije, zdaj se redko prižgejo radio. Vse je nekako na zahtevo, vse nekaka playlista ali klikne playlisto na YouTubeu, da mu se stavi ali na Spotifyju ali kakorkoli. Kako je za nas, pa skoraj že lahko rečem stare rockerje danes, gledati na to, kako ti gledaš na to, da ti internet playlisto dela? Jaz gledam to kot po eni strani ogromen plus, po drugi strani pa seveda minus tudi. Plus je zato, ker se mi zdi, da zdaj, ker je toliko nabora te muzike, da ni več, da boš ti samo eno zvrst poslušal, pač če si jezen, si boš dal metal gor, če rabiš, da te nekaj dvigne, boš si dal ska gor, ne vem, če bi rad plesal, si daš dance gor, ni ovira. Tako da v tem vidiku, da je glasba neka podpora občutja človeka, v tem vidim plus, in ne vidim nič narobe, da poslušaš tisto, kar ti je všeč. Zdaj, kaj je pa minus tega, bi pa rekel, da nekako, če ne raziskuješ glasbe, če ne poslušaš radija, ne slišiš več neke novosti, ko bi te lahko navdušila, in si zato prikrajšan tudi. Nekako si zaciklan na tistih svojih 200 komadov, in sam ti spol poslušaš, in tudi, ne vem, to je tako, kot da bi v bistvu ne bi mogel tisti, ki ne morejo vonjati, pa ki ne okusijo, tako si pač prikrajšan, se mi zdi, za to neko estetiko, kreacije novodobnih, novih stvari. Tako da... Ja, na koncu se najdeš, na okroglih svetovih. Zdaj, da zaključimo, Modra bo predstavljena sedaj od 12. v Cukrarni. Tako, 12.10. vsi vabljeni na našo Facebook stran ali pa Instagram, boste videli gore link, si lahko karto že naprej kupite. Pridite nas poslušati, se bomo potrudili, to je v bistvu v Ljubljani ena taka krasna umetniška zadeva, tako da nam je v ponos, da lahko tam igramo, ker pravzaprav ne more čisto vsak tam igrati, in da spadamo v to skupino, sem kar ponosen. Vsi vabljeni, vljudno pridite poslušati, pa nas podpreti, veseli vas bomo.
Danes pa najprej torej ob 10:15 torej Radio SI Main Stage. Hvala lepa za obisk, Boštjan. Hvala vam, se slišimo. Radio SI Main Stage.